Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. V tokratni oddaji gostimo Tanjo Sekirnik, ki ima prav poseben dar. To je komunikacija z angeli. Za marsikoga izmed vas, spoštovani gledalci, je to nekaj mističnega, nepredstavljivega. Morda se je že kdo seveda srečal s kakšnim kipcem, ima obesek za srečo, ampak o tem danes ne bo govora. Govorili bomo torej o slikah, ki nastanejo prav po nareku angelov. Torej, tema bo zanimiva. Pozdravljeni, gospa Tanja. In če dovolite čisto za začetek. Ko sem komu omenila, da pridete v oddajo in s čim se ukvarjate, je rekel angelska terapija, angelska komunikacija in se morda nasmejijo. Sploh pa, ko slišijo za angelske slike oziroma da slikate po nareku, pa reče, to pa je nek nov marketinški pristop. Verjetno se tudi vi s tem srečate v vsakdanjem življenju, ko povete, s čim se ukvarjate. Ja, dejstvo je, da veliko ljudi ne ve, kaj je to angelske energetske slike. Mnogo ljudi tudi ne pozna te angelske energije, ki je v bistvu skozi okoli nas. Ja, tudi jaz v bistvu sem se prvič srečala s tem že cirka 10 let nazaj, ko sem jaz se sama srečala s tem. In tudi jaz, ko sem se s tem srečala, jaz sem vseeno imela ene vzorce, ena prepričanja in pa predvsem svoj ego, ki se ni kar tako pustil prepričati, ja, zdaj so pa angeli okrog nas, pa bojo angeli slikali in tako naprej. Tudi jaz sem rabila v bistvu prepričati, ja, in prepričati sama sebe. Sej, v redu, greva potem lepo od začetka, vrniva se torej, ko ste omenili otroštvo. Torej, prvič ste se z nebeškimi temi bitji srečali v otroštvu. Sej pravijo, da otroci so zelo dojemljivi, da vidimo in da potem starši zatremo. Ja, to je dejstvo, ja. Vsak otrok, ki se rodi, je zelo čist, je čista energija, pretočenje. In potem starši, okolica, vrstniki, nam vsi dajo ene vzorce, ene svoje ideje in predstave v svetu. In kaj kmalu v bistvu lahko zatremo ta svoj dar. Pa to ni niti dar, to ima vsak. Ko ste preomenila, da imam to jaz ta dar. Dejstvo je, da ta dar imamo vsi. Samo pomembno je, koliko ga razvijemo, koliko smo duhovno odprti, koliko smo sploh pripravljeni prisluhniti tudi temu, kar mogoče ne vidimo z fizičnim očesom. Kar ne vidimo, ne verjamemo, je nekako prepričanje. Ampak če smo zdaj tukaj na začetku, vi ste staršem omenili, kako, kaj se dogaja z vami? Jaz sem že, kot se spomnim, kot otrok, sem skozi imela občutek ene prisotnosti, nečesa še zraven mene. Zdaj sem težko definirala, kaj je to. Nekaj ste čutili, da je zraven vas? Ja, tako nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Je pa tudi res, da sem versko vzgojena, ampak meni nikoli ta energija oziroma ta Jezus pa Marija, ki te v cerkvi učijo, mi ni bilo nikoli tako blizu. So mi bili pa blizu angeli. Ampak verjetno v otroštvu niste vedeli, da gre za angele, ampak torej nekaj ste čutili. Ja, tako, ja. Kaj pa potem? Ste povedali staršem, da vidite to? Niti ne. Ne spomnim se, lahko pa, da sem omenila kaj, ampak koliko se spomnim, niti ne. Tudi v bistvu za te stvari je bil bolj odprt moj stari ata. On me je malo od te vode tudi popeljal, ampak se pravim bolj na ta cerkven način, ki pa meni ni bil toliko všeč. Zanimivo. Ja, jaz sem pol sama, sem delala, takrat sem še zaupala svoje intuicije, kot otrok nimaš toliko enih kalupov, kaj je prav, kaj ni prav. Takrat se še malo prepustiš. In sem si zaupala in se prav spomnim, da sem tako zvečer, ko sem legla v poslo, sem večkrat zvečer si to pesmico Angel varuh moj ponavljala. Molitev, ja. Tako, ja. In potem sem takrat tudi komunicirala z angeli. Kako? Slišala sem jih. Mislim, tako, ja, to je bilo tako kot... A veste, ko pravijo, da imajo otroci namišljene prijatelje? Ja. No, to je to. Otroci, mi mislimo, starejši, ker ne vidimo tega, otroci imajo še zelo so jasno vidni. To je eden izmed kanalov, kako komunicirati z angeli. In otroci dejansko lahko vidijo angele, lahko vidijo tudi duhove, tudi vile, škratke, to otroci vidijo. Ampak vam, ko ste ležali v postelji, kaj se vam je prikazalo konkretno? Angel skrili, kot ga vidimo na podobah, ali je zgolj neke oblike, kar pravijo, da vidimo oblike? Ja, jaz nisem nikoli, da bi rekla, da sem zdaj prav videla tega naslikanega angelčka. To ne, ampak jaz sem tudi drugače dosti bolj čutim te stvari, kot vidim. Mogoče vidim pa bolj tako kroge pa svetlobo in te stvari. Pa verjetno takrat niste vedeli, da gre za angele, mogoče tudi niste dojemali kot otrok, da gre za kakršnekoli privide, ampak prijetno vam je bilo v tej energiji. Tako, prijetno je bilo, ampak ne vedela sem, da so angeli. Vedela sem, da so angeli, ampak ni pa bilo zdaj tako tista slikca angela, ki ga imamo ponavadi v mislih. Rekli ste, da ste jih slišali?
Kako Ja. pa to? To je komunikacija, ki se včasih deluje kot domišljija, da se pogovarjajo z nekom. Ne? Ampak to je ta notranji sluh. Ne? Potem pa ste rekli, da se vam je to malce, ne bom ravno rekla, zaprlo, niste bili več del tega. Kaj se je pa potem, kdaj se vam je spet pojavilo? Ja, to je bilo pa pol cirka, koliko je zdaj, slabih 10 let nazaj. Kar naenkrat slučajno se je zgodilo, sem prišla mislim, da celo na eno spletno stran o angelih in jaz sem se začutila tako domače. To je to, pa se to jaz poznam, to je meni znano. Ja, tako mi je bilo res, to je to, ne, kaj čem tukaj zdaj raziskovati, ne, dejstvo je, da to obstaja. Ampak da niste edini, ja, da to je že nekdo napisal, da to tako enako doživlja z vami. Veste, kaj je zanimivo, potem se pa pojavi ego. Ego pa ne mara tega nekaj novega, ne. In je začel, je pa to res? A si prepričana, ne? Ja, ste se uščitnili? Ja, sem se, ja. Si mi blede ali kako, ne? Tako, na nek tak način, ja. In pa sem jaz tudi začela malo dvomiti, ne? Mislim, dvomiti. Ja, nisem bila več prepričana in pa sem rekla, hočem dokaze, ja, ne? In sem jih dobila. Kako? In sem jih dobila. Zdaj sem res direktna. Pač, ker me res zanima, ne? Ja. Kako je to potem poteka? Torej, želeli ste dokaze, kaj se je zgodilo? Kako? A ste rekli, kako? Prikažite se mi, da bom vedela, ne? Oziroma, če smo čisto tako, če berete te spletne strani, vemo, da so znaki, torej perje, razni kovanci, a ne? Morda tudi vonje, ampak ko ste rekli, želim zdaj, da se prikažeš, oziroma da se mi ne blede. Ja, res Kaj je. naredite? Kaj ste naredili? Ja, perje, to je res. To je en tak znak, da so angeli v bližini. Zdaj mi perje zadošča. Takrat mi to ni zadoščalo, če sem čisto poštena. In sem hodila fizične dokaze. Ne vem, kaj je bilo tako ena izmed prvih stvari, ker sem jaz mojemu partnerju, zdaj možu, se je pokvaril računalnik. Ja. Ne vem, po mojega 10-krat prižgal, ugasnil, seveda računalnik ni delal. Ne? In pol jaz tako, glih takrat sem se začela s tem malo ukvarjati. Ne? Sem rekla, no, angelčki, v redu. Zdaj pa, če ste tukaj, sem rekla, nadangel Mihajl, on je tak za ta tehnični tip, ne, angela. Aha, okej. Sem rekla, zdaj pa popravi računalnik. Pa bom pa verjela. A res? Ja. In pa rečem, dej, a boš še enkrat prižgal računalnik partnerja, ne? Ne bom, veš, glej, nima smisla, če ne dela, ne dela, ne, sem nekaj, prosim, samo enkrat ga še probi. Ja. V mislih ste komunicirali ta čas z angeli ali ste rekli na glas? Ne, v mislih sem, v mislih, ne, mož takrat sploh še ni vedel za te zadeve, da se meni to že dogaja, ne, ker to ne poveš takoj tega ven, ne, ker vseeno si to... Te strah, kako posprejeta okolica. Tako. In računalnik se je prižgal. In računalnik, to je zdaj, sem rekla, slabih 10 let nazaj, še zdaj dela. Sicer je počasen in imamo drugega zdaj, ampak ste dobili konkreten dokaz. Konkreten. A ste mu potem povedali? Ja, sem mu povedala. Kako pa je gledal na to? Ja, tako kot jaz. Na začetku je tudi skeptična, ne? Zdaj pa vedno lažje, vedno bolj sprejema te stvari. Tako mislim, da... Ampak ali je tudi on mogoče zdaj posegel v ta del ali prepustil vam, vas kaj vpraša? Ja, me že kaj vpraša, ampak vseeno pa je to... Ni na tem nivoju kot pa vi, ne, v bistvu. Mislim, on pač druge stvari ima čez, tako rekla. Ampak zelo zanimivo, ne, da pa ste po poklicu inšpektorica, spoštovani gledalci. V bistvu, kaj lahko rečemo, to je zelo stvarno področje, torej čisto normalna služba, lahko bi bili kot mi, a ne? Dejansko imate svoje obveznosti in to je ta dar z angeli, ki ga torej imate. Kako pa zdaj komunicirate z njimi? Torej, ja, povedali ste za ta računalnik, kaj pa v vsakdanjem življenju, kako vam prav pridejo? Na marsikater način. Angeli, a veste kaj, pri angelih je tako. Oni so skozi nas, ampak oni ne smejo posredovati, ne smejo nam kazati, ne smejo nam dajati navodila, ne smejo nam pomagati. Ker ima vsaka duša svojo pot, tako, s katero se mora kaj ljudje, ki smo tukaj, imamo svobodno voljo, ne? Jaz ne morem se reči, joj, angeli, dajte prosim mojci pomagati, ne? Zato, ker enostavno, če vi niste za to, ne smejo. Vi ste tisti, ki morate njih zaprositi, ne? In v bistvu dati dovoljenje, ne? In zato vedno angeli, če hočemo, da sodelujemo z njimi, jim moramo zaprositi in rečemo, pa ni važno, kaj je to, ali to ne vem, da se ne spotaknem, ko grem po stopnicah, ali pa je to, da si želim novo službo. Ni zdaj v bistvu, koliko je velika želja, ne, če temu tako rečem, ne? Ampak omenila sem, da ste inšpektorice, kako pa gledajo v službi na to? Ali ste povedali, dobro, zdaj vas bodo preko oddaje še bolj spoznali, verjetno morda ste povedali za stran, ki jo imate, za slike verjetno pokazali, kako gledajo? Ja, tako prvo bom povedala, pri nas smo v bistvu en majhen kolektiv. Koliko smo majhen, smo tudi zelo različen.
Hkrati pa moram reči, je pa kar veliko nas odprti za duhovno rast. No? In ja, eni zelo dobro sprejemajo, ja, vejo, da rišem angelske energetske slike. Katerimi se bova še vrnili, samo da dodelava ta vaš angelski del, ja? Tako je, celo 2 inšpektorici imata v pisarnah moje slikce, jaz jih imam tudi, ja, ne? Ena se zdaj tudi bi zelo rada imela, tako da ja, so odprti, bom rekla, ja, me sprejemajo takšno, kot sem, je pa dejstvo, da smo pa vsak človek je svoj in vsak je drugačen. Torej ja, lahko rečemo, mogoče nekdo, ki se ne spozna na te stvari in bi vas samo poslušal, bi govoril, da ste v nekem sporednem svetu, realno pa je potem, da ste čisto prizemljeni, ker morate biti v službi. Ne? Ja, jaz vedno pravim, da imam tako dobro ravnotežje, ne? Moja služba, ki je res prizemljena, ki imaš korenine globoko v zemlji, ne? Na realnih tleh in pač ta moj hobi, ki ga imam, ne? Na katerem se lahko kreativno izražam, na katerem lahko odpiram še bolj intuicijo in pač duhovno in osebnostno rastem. No, potem pa pojdiva na ta del. Rekli ste, da so vas torej angeli popeljali na različne poti. Ena izmed teh je tudi ta likovna, torej slikate, če lahko pokažem, angelske slike. Zdaj pa me konkretno zanima. Vi ste rekli, da se povežete torej z angeli. Ko začnete slikanjem, kaj naredite, prosite angele, da pridejo, koga, kako to izgleda? Ne predstavljam si. Ja, zdaj tako, jaz uporabljam 2 vrsti komunikacije z angeli. Ena je taka uradna, ne, se pravi, če temu tako rečem, ko slikam slike, in druga, ki je moja osebna komunikacija z njimi. Ne. Moja osebna komunikacija je to, ne vem, ko se peljem v službo pa jim povem, kaj želim pa kaj ne želim, sploh če grem slučajno s kolesom, pa se peljem po naravi, pokličem še vile, ki so zelo dobre manifestatorke, ne, tako krasne. Se lahko še malo časa to tudi dotakniti, mogoče. Ja, in pač povem, kakšne so moje želje za ta dan, kaj bi želela in na tak način, ne, pa tudi z angeli, tekom dneva, ne vem, se pravi, tako kot sem prej rekla, da se ne spotaknem na stopnicah, ne vem, da vas varujejo, pazijo. Ja, a pa če se mi kaj zatakne, tudi ko recimo zapisnike pišem, recimo v službi, ne. Zanimivo, ja. Rečem, angelčki, dajte mi pomagati, tukaj zdaj ne vem, kaj točno morem, ne. In potem dobiš, ampak se moraš prepustiti pa intuicijo potem. Torej ne pomeni, da bi vam roke kar same šli, ampak misli, dobivate ideje v besedah. Angeli vedno komunicirajo preko intuicije, ne? V redu. Tako da treba biti odprt, ne? In potem se prepustiš in dobiš odgovore, pač na različne načine. To je torej ta osebna komunikacija. Kaj pa, če greva zdaj k slikam, kakšne angele pa potem pokličete? Ja, pri slikah pa, bom tako rekla, je pa bolj profesionalni odnos, ne? Oziroma tako, kot če bi šla v službo, recimo, ne, so pa tudi priprave na to, ne, ker so, prvič moramo vedeti, da slike slikam za druge ljudi, ne za sebe, a ne, ker sliko pač naročiš glede na želje, ki imajo posamezniki. Jaz pred sliko moram vedno, v tistem prostoru, ki delam, ga je treba energetsko očistiti. A tudi za tistega, ko boste slikali, greste k njemu? Ne, to ne rabim, te povezave ne rabim, jaz samo moram vedeti, kam bo šla slika, ki bo obešena, da si predstavljate? Niti to ne rabim, samo za koga je. Pa tudi ne rabim tiste osebe, niti videti, niti slišati, nič. Tudi če bi recimo vi naročila za, ne vem, kakšno vašo prijateljico, bi mi samo rekla, ta pa ta oseba, ne. Angeli niso kot javna uprava, da morajo vse priti na točno določen naslov, ampak oni točno vejo, kam bo prišla ta zadeva, ne. Ampak potem kaj, meditirate? Tako. Imate čupič v roki? Tako. Podobno, no, ni čisto tako, ampak spravi, prvo je prostor pomemben, res mora biti očiščen energetsko, ker moramo vedeti, da je veliko energij. Niso vse energije dobre, pozitivne, ja, in je treba res tukaj prečistiti, potem pa ja, se popolnoma umiriti. Jaz zelo rada naredim meditacijo, potem pa se povežem z angeli, vodniki osebe, za katero slikam. Hkrati pa moram tukaj zelo paziti, kot sem že prej rekla, veliko energij, da sebe zaščitim. Ne, tudi to je treba paziti, ne. Mogoče se vrnemo k temu nekoliko kasneje, deva samo slike se dotaknete. Potem, ko vi zmeditirate, se z njimi povežete, vzamete čupič in potem rišete oziroma slikate ne na reku, ampak kar samo vam gre, kaj vam pade na pamet. Tako, vse, od barov, dobro, velikost slike seveda upoštevam posameznika, želje, seveda, če ti nekam daš sliko, veš približno, koliko veliko želiš, ne. Barve, tudi kakšni dodatki, ki grejo k sliki, ne. To pa vse se prepustim in po nareku angelov delam.
zdaj ne prodajava, zdaj samo pokažem, to je en primer, potem imate ostale slike tudi zadaj, mogoče je tudi naša scena opremljena z njimi, a ne, torej to so take posebne energetske slike. Mogoče pa zdaj oddajajo pozitivno energijo in bo najina oddaja tako angelsko dobro obarvana in morda dobro sprejeta pri ljudeh. Ja. Ko ste prišli v studio, ste rekli, angeli, pridite, da bo oddaja uspešna ali kako? Ja, definitivno. Ste imeli še name? Vsekakor sem jih povabila v ta studio, tako da so z nami, nisva sami. Ja, pa tudi prostor sem prečistila, ne? To ste pa videla prej. Koliko časa pa traja, da naredite eno sliko? Je pa zelo odvisno. Lahko kakšno sliko naredim, rečemo, v 1 uri, 2 urah. Se mi je pa že zgodilo, da sem pa eno risala 3 mesece. Aha. To ne pomeni zdaj, da rišem 24 ur na dan, ne? Ampak ja, rišeš, odložiš, rišeš, odložiš. In ker sproti, ko rišem, dobivam informacije tudi glede sporočil, ki jih želijo angeli tudi sporočiti posamezniku, ko bo to sliko prejel, ne? Pomeni, če naroči vašo sliko eno podjetje, ali bo zaradi nje bolj uspešno? Imate kakšne meritve mogoče ali gre pa samo za pretok pozitivne energije? Ste dobili že kakšno povratno informacijo? Ja, informacij imam pa zelo veliko. No. To na začetku me je v bistvu to dajalo tudi potrditve in me gor držalo, če temu tako rečem, ne. Ogromno ljudi, tako kot ste rekli, je skeptičnih, ne. In prvo sliko glih tako naročijo veliki iz radovednosti. Glih prejšnji teden mi je ena gospa prišla naročiti že 3. sliko in mi je rekla, Tanja, a veste, nekaj vam moram povedati. Sem rekla, ja, povejte, sem se, da je kaj narobe. Ja. Rekla, a veste, prvo sliko sem naročila za svojo sestro, ker se je tudi njena sestra sicer imela neko znanje o angelih in so ji bili blizu in je pol dala za, mislim, da za rojstni dan za eno darilo. Dobra ideja. In potem je naročila je sliko za ljubezen, ker ni imela sreče na tem področju in je rekla, da probamo pa, da vidimo, a ne? In je rekla, po 2 mesecih je ona začela na zmenke hoditi. Po pol leta ima pa zdaj partnera, s katerim sta že zdaj, mislim, da 2 leti skupaj, nekaj takega. No, mogoče nekdo, ki pač tega dela ne pozna, bi lahko rekli, ja, bi morda lahko ravno tako, a ne? To je res. To je res. Lejte, jaz vedno pravim, dobimo tisto, kar verjamemo tudi, ne. Seveda pomaga, ne. Tako kot sem že prej rekla, pri angelih je vedno pomembna ta prošnja, priprošnja, ne, da jim povemo, kaj želimo, da lahko oni sploh začnejo delovati v to našo smer, ne, ker drugače oni samo sedijo in čakajo tle na, ne vem, rečemo, si predstavljamo, da imamo tle na ramenu enega angelčka in se dolgočasi in čaka, kdaj mi bo zdaj rekel, kaj ne lahko jaz za njega naredim, ne. Ja, potrebno prositi. Tako, samo da mu povemo, kaj želimo, a ne. Koliko slik imate pa vi doma? Svojih? Joj, tako prav mojih, imam 2 samo zase, imamo pa tudi v družini, ne, tako za te, za stanovanje slike, ne. Te imamo pa 4. No, kako pa zdaj starši gledajo na to? Torej, zdaj so dojeli, da komunicirate z angeli, pa da ustvarjate. Kako pa zdaj gledajo na te stvari? Ja, moram reči, da moja starša sta zlata, no. Vedno sta me podpirala, tudi če nista verjela vse, kar sem delala. Ste pač v paralelnem svetu, mogoče za njih. Ne, tako nikoli mi nista dala občutka, da delam neke stvari, ki ona dva se jima zdita, da so pa malo čudne, ampak res vedno sta me podpirala in tudi všeč mi je to, ker sta odprta. Ne, tudi probala sta. Super. Ja, tako da to moram reči, da imam super družino, sem že vedela, kam se moram roditi. Ja, ker pravijo, da si telo izbere torej dušo, oziroma ne, duša si izbere telo, kam se bo rodilo, ampak mogoče bo to kdaj tema kakšne naše oddaje. Ampak prej pa ste mi čisto v začetku omenili, da pa se tudi vi morate očistiti potem energij negativnih ali kako? Ja, v bistvu, ja, zaščitim se, no, tako bom rekla, ne. Prvič se zaščitim zaradi sebe, zaradi svoje varnosti, da tudi v mojo auro, v moje telo ne pride kakšne energije, ki mi niso všeč, ne? Oziroma te pač mogoče nižje energije, če temu tako rečem, ne? Hkrati pa jaz želim, ko rišem sliko, želim imeti res en jasno komunikacijo z angeli in vodniki osebe, za katero slikam, ne? Jaz ne želim enih šumov, to isto, ko najbrž vidite v studiu, tudi ne želite imeti enih šumov, ampak da lepo teče komunikacija, ne? In to je treba tudi vzpostaviti, preden se sploh slika začne slikati, ne? No, kar pa se tiče same te, ne bom rekla, duhovnosti, pa slik, verjetno še kaj imate vzporednega poleg tega? Mogoče videla sem,
da uporabljate tudi kristale. Ja, tudi s kristali se ukvarjam, ja, to je res. Zakaj? Kristali so v bistvu ljudem malo bližje, ne? Ker so vseeno utipljivi. Angeli so mogoče malo bolj mistični, ker jih ne Ampak vidimo. spet, kristali jih vidimo dejansko, pa mogoče lahko ne verjamemo, da pa imajo kakšen poseben učinek. Govorimo zdaj o tistem gledalcu, ki se s tem ne srečuje. Pač tisti, ki to uporabljajo, že vedo zakaj. Kako ste pa potem šli tudi na to področje, to vse skupaj verjetno povezava, ko enkrat greš v ta svet? Ja, ne vem, to je, a veste, se niti ne spomnim. To je bilo po moje čisto spontano, ker tako je bilo točno. Vsak kristal ima svojega angela, oziroma rečejo devo. Ali energijo? Ja, tako. In iz tega področja potem mene tudi to začelo zanimati. In dejansko potem, ko začneš uporabljati, se tudi s kristali sem se srečala v bistvu že v ranem otroštvu, oziroma malo kasneje tam v eni srednji šoli, pa sploh vedela nisem. Imela sem namreč en čisto majhen ametist. Ja? In jaz vedno, kadar sem kaj želela, še par let nazaj, sem tiste ametist skole po rokici, pa tako držala, pa ga prosila, da mi pomagi. In moram reči, da so se mi vse želje potem uresničile. Tako da vsak kristal dejansko ima svojo energijo, svojo vibracijo, če temu tako rečemo. Kako pa potem izbrati pravega? Se to naučimo, Tukaj je tudi zelo pomembna intuicija, oziroma da poslušamo sami sebe. Zdaj tako, eni rečejo, da je treba kristal izbrati glede na astrološko znamenje. Ja? Eni na, ne vem, če imaš kakšne težave. Ja, to je vse res, ampak jaz mislim, da je še vedno najboljše, da tisti, ki te pritegne. Tako pravijo. Tako. Potem pa tudi oziroma sem prebrala, da je mogoče je dobro neka vraža, da daš pač ta kamen tudi na okensko polico polni luni. Se poslužujete tega ali se samo prepuščate pač in usmerite misli v kamen? To v bistvu niso vraže, to je v bistvu skrb za kristal. Skrb za kristal. Ja. Zdaj, tako je, pri kristalu kristal ima svojo vibracijo in kristal je tudi sprejemnik, on sprejema našo vibracijo. Ta kristal, dokler je prišel v moje roke ali pa v vaše roke, je prepotoval najbrž kar nekaj kilometrov, marsikdo ga je imel v roki. Ja. In vsak mu je dal neko vibracijo. Pa vi ne želite imeti vseh teh vibracij, ki so od tujih ljudi pri sebi, in jih v bistvu na sebe potem vlečiti. Zato je treba kristal, vedno ko ga kupimo, očistiti. Kaj pod tekočo vodo? Ja, veliko tehnik je, lahko ga damo. Zdaj odvisno, kakšni so kristali. Eni so topni, jih ne smemo dati v vodo. Ampak to, ko kristal kupite, potem vam načeloma povejo, če ima kakšne take lastnosti. Drugače pa pod tekočo vodo, lahko jih predimimo s temi dimnimi palčkami, lahko jih mentalno prečistimo, tudi z angelsko svetlobo recimo jih lahko, s pojočimi skledami, zvoki. Tako ogromno enih načinov je, kako kristale čistimo. Prečiščeno pa je bistven namen, da mi vedno, ko ga čistimo, mu damo namen, da se očisti. Zanimivo, to vse poslušati, ampak to je potrebno tudi spoznati. Torej, ko enkrat kupimo, da ni samo tam kamenček. A ga potem vi nosite seboj, ga imate pod vzglavnikom? Kje ga hranite? Zelo različno. Dejansko, ko imaš enkrat kristal pri sebi, si varuh kristala. Kristal ni zdaj kar ena stvar, ampak je dejansko, to bi otroci, če bi videli na otrocih, oni to čisto drugače dojemajo kot mi. Ja. Kristal je bolj kot naš prijatelj, v bistvu. Je pa res, da včasih ga imamo skozi pri sebi, ker se ne moramo ločiti od njega. Pa pride kakšen trenutek, kakšno obdobje, ki ga pa kar odložimo, mogoče v kakšen predalček ali pa nekaj mi malo pozabimo na njega. Kaj pa, če se mogoče v tistem trenutku, ko ga torej odložite, pride vaš otrok in se ga dotakne. Pač bodeva čisto življenjski. To so vidijo, kako lep kamen, mu je nepoznan, on se ga dotika, mu celo pade po tleh. Kaj pa potem? Nič hudega. Nič hudega. Ne, prvo otroci so tako čisti, da sploh ni nobene bojazni. Zdaj, če imate občutek, da vseeno se je kamen mogoče, ne vem, umazal, če temu tako rečem, ga lahko očistite. Je pa dejstvo, da so kristali, jaz pravim, kot zobna ščetka. Ne smemo jih posojati drugemu. Recimo, da bi jaz, ne vem, bolela glava, recimo, pa bi si naredila zdravljenje s kristalom, potem bi pa ta kristal dala vam, recimo. To pa ne bi bilo dobro. Ali pa če bi ga preočistila. Ampak je samo vaš. Tako. Si mogla svojega zbrati. Ja, kristali so res ena taka osebna stvar. Se še mogoče s čim drugim srečujete oziroma kam vas je še pot popeljala? Zdaj tudi veliko delam angelske terapije, tako kot ste že prej omenila. To je pa zdravljenje z angeli.
Se tudi slike načeloma imajo to energijo, da zdravijo, ne? Ker ko je slika narisana, ima slika namen in pa energijo, ki jo dajo angeli v sliko. In vedno tako sliko prejmete, ne? Recimo, če prejmete v dar ali pa če si jo sami kupite, potem so tudi ena navodila, je dobro, da si jo zelo dobro ogledate in se povežete z njo. Zato, ker vedno, ko boste potrebovali to energijo slike, ne? Recimo zdaj, če rečemo, da ste vi naročila sliko za uspešno oddajo, ne? Prav, ja, to potrebujem. Potem je ta slika narisana s tem namenom, ne? In potem imate vi eno malo krizico, ne? Prej ste seveda že sliko, če tako rečemo, uglasili, ne? Ste jo sprejela z energijo. Tako. In potem imate mogoče ob računalniku. In ko vam pade ta motivacija, ne, ko, ne vem, ne dobite novega gosta ali pa ne vem, se začne, najbrž imate tudi takšne probleme, ko se začne vse podirati, samo pogledate sliko in se povežete in prav tista energija, to je isto kot kava, ko smo utrujeni, spijemo kavo, ne, tako pa sliko pa dobiš življenjsko energijo, dobiš spet tisto moč, upanje, voljo, prav to energijo, ne. Boste rekli, v redu, no, res, ko se človek počuti kar drugače, bolj lahkotno, pa zbudi se. Ja, kar zbudi se, ne. No, ampak ali je potem to del vaše terapije? Tudi lahko rečemo kot del terapije. Slike so del terapije, ampak ne, zdaj, če pa govorimo o angelski terapiji, ne, ko pride... Naprimer, ja, da nekdo pride k vam, s kakšnimi težavami pač? Čisto različne. Zdaj, takole, angelsko zdravljenje ni samo zdravljenje fizičnega telesa, isto je pri kristaloterapiji, to ni samo fizično telo. Žalostno je, da mi vedno pridemo takrat, ko nas nekaj boli, ne. Najprej, ko to že itak že začutimo, že najprej, da nam nekaj ni všeč. Pol so čustva, ko smo žalostni, jezni, ta pač negativna čustva, pa udari na telo. To se nikoli bolezen ne pride iz danes na jutri, ne. To se vedno nekaj časa nabira. Ampak potem se vi povežete spet z angeli in želite, samo predajate besede ali ali polaganja rok? Je z rokami, skozi roke povežem, predvsem se povežem z večjimi angeli in nadangeli. Angel zdravljenja je pa nadangel Rafael, ne. In z energija gre skozi moje roke in potem par centimetrov nad telesom čutim, kje so zastoji. Aha, zanimivo. In potem se tam dogaja zdravljenje. Ne? To ste se tudi mogli naučiti. Ali je kar tako spet prišlo v vaše življenje, da ste kar znali, tako kot ste v mladosti znali komunicirati? Ne, žal je tako, ne, ko enkrat to malo zapreš, ne, rabiš kar nekaj časa, da priješ spet noter, ne. Jaz, ko sem se pol spet začela s tem ukvarjati, ne, sem brala knjige, članke, gledala veliko, ne? Ja, ogromno. Ja, ker misliš, da potem nečeč ne veš, da se moraš naučiti. Pa predvsem pa so mi veliko so mi dali pa tečaji. Aha, ste hodili. Ja, moram reči, tukaj sem imela en čudovit tečaj, sicer tečaj meditacije, ki sem ga naredila pri Kristi Žmahar. Čudovit tečaj. Takrat sem šele ugotovila, kako je spet, kot otrok hitro priješ stik sam s sabo, ne? Zdaj, ko si pa odrasel, ko je ta svet tako hiter, pa počasi ne moramo iti, ne? Sem se naučila meditirati in potem sem šla še prav na angelsko intuicijo. Zanimivo. Tam sem pa dobila vso znanje glede angelov. Tanja, ali veste, da smo mi tole oddajo takole pripeljali do konca? Konec. Ja, ure je že mimo. In se prav moramo že posloviti. Hvala lepa, da ste se vzeli čas, da ste v bistvu delili z nami to vašo življenjsko zgodbo, ko verjamem, da morate zbrati tudi pogum, da tako javno poveste. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Torej, za vaš obisk. Angeli so vam pomagali, ne, da so takole uspešno morda pripeljali oddajo do konca. Vam, spoštovani gledalci, pa se seveda zahvaljujem, da ste nas spremljali. Seveda vabljeni k spremljanju tudi naših ostalih oddaj. Torej, danes smo spoznali Tanjo Sekirnik in pa njene angelske slike. Sicer pa dovolite, da vas povabim k spremljanju tudi nadaljnega programa. Z nami bodo svetovalci iz kozmike. Pa lep pozdrav.